Dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes mineva prvi teden nove Golobove vlade. Zdaj v tem zadnjem tednu dni so to delo zaznamovale predvsem številne kadrovske menjave. Recimo, če naredimo malo refleksije oziroma primerjave z obdobjem pred dobrima 2 letoma, v polovici tedna je Golobova vlada opravila preko 50 kadrovskih menjav. Vlada, ki jo je 13. marca 2020 prevzel Janez Janša, pa 10 v tednu dni. Torej, če je šlo takrat za te, recimo temu, običajne kadrovske poteze, ki jih ob prevzemu mandata stori vsaka vlada, se pravi obveščevalno-varnostna služba, generalni direktor policije, Sova, UKOM, služba vlade za zakonodajo in še nekatere druge, smo bili tukaj priča kar izrazitim kadrovskim posegom na številna področja, tudi na take, kjer seveda mandati niso potekli. Recimo, zanimiva je zamenjava na mestu direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Ta vzbuja številna vprašanja in številne pomisleke. Vemo, da poteka in se bo tudi v Slovenijo verjetno razširila oziroma dotaknila tudi organov v Republiki Sloveniji mednarodna preiskava glede čudnih transakcij, ki so povezana z podjetji GEN-I, ki jih je vodil gospod Robert Golob, takratni direktor GEN-I, v povezavi še seveda s to tako imenovano ukradeno identiteto na nekih računih v Romuniji. To je vse tematika, ki zadeva Urad za preprečevanje pranja denarja, in ta ekspresna menjava, moram reči, mene osebno kar malo čudi, pa tudi skrbi. Potem seveda so bile še številne druge menjave. Kompleten svet javnega zdravstvenega zavoda, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vsi 4 predstavniki so bili zamenjani že 1.6. z političnimi kadri, kot beremo, z ljudmi, ki so blizu socialnih demokratov oziroma člani stranke ali pa člani strokovnega sveta socialnih demokratov. Potem poseg v svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, zamenjen direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo oziroma direktorca, potem imenovan predstavnik ustanovitelja v upravnem odboru Agencije za radioaktivne odpadke, nadzorni svet družbe ELES, nadzorni svet družbe SODO, nadzorni svet družbe Borzen, to so vse energetska podjetja, direktor javne agencije oziroma direktorca imenovana za trženje in promocijo turizma, direktor javne agencije za civilno letalstvo, nadzorni svet DRI-ja, to je največji inženir v državi, ki izvaja številne pomembne posle na področju državne in ostale infrastrukture. Skratka, da ne naštevam, preko 50 je bilo teh menjav. In recimo za primerjavo, če pogledamo, kako so nekateri mediji, ki jih danes ni tukaj, poročali takrat, ko so bile upravljene 13. marca 2020 običajne menjave, tisto, kar je običajno za vsako vlado, ko prevzame mandat, smo brali naprimer takole, naslov: Vladal nam bo cvetobir najožjih sodelavcev Janeza Janše, in v članku, v prispevku: Vlada je po noči takoj po potrditvi v državnem zboru izvedla že vrsto kadrovskih menjav, do sprememb je prišlo tudi na področjih, na katerih na konstitutivni seji praviloma še ne prihaja, in v podobnem stilu naprej. Ob tem, da je bilo tam menjav na prste obeh rok, tukaj pa je menjav na prste ducatov rok. Seveda tega nismo zdaj brali v teh primerih, beremo take, bom rekel, Golobovi vladi prijazne članke, če citiram kolego Logarja Anžeta, mediji, večina medijev, predvsem tisti, ki danes niste tukaj prisotni, Golobu jedo iz roke in bodo to počeli očitno ves mandat, kar je slabo za demokracijo. Zdaj, ta negativno poročanje
ki se je začelo takoj, ob prvi konstitutivni seji vlade, ki jo vodi gospod Janša, se je seveda strani teh glavnih medijev nadaljevalo skozi celoten mandat. To etiketiranje posameznikov, predvsem članov ali pa podpornikov stranke Slovenske demokratske stranke se je nadaljevalo, ustvarjala neka negativna konotacija tudi o ljudeh, ki so visoko strokovno usposobljeni in sposobni, in kot vidite, tega danes beremo ne. Tudi ne beremo kakšnega pretiranega spotikanja ob izredno sporna ravnanja najvišjih novih oblastnih funkcionarjev. Tukaj imam predvsem v mislih ministra za zdravje, kjer beremo o neposrednih in direktnih pritiskih gospoda Loredana na direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gospoda Milana Kreka, da naj odstopi. Neprimerno, nespodobno, v neki normalni, urejeni demokraciji bi tak minister bil že bivši minister. Nacionalni inštitut za javno zdravje je samostojna institucija, strokovna institucija, ki je gospod Milan Krek vodil skozi viharne čase zelo uspešno in skozi to uspešno vodenje skupaj z sodelavci preprečil na stotine smrti, tisoče smrti. Tako da je prvič zaradi tega razloga neprimeren ta pritisk, drugič pa tudi mehanizmi, po katerih se vladajoča politika posega posameznikov, za katere meni, da niso kompatibilni, niso ustrezni. No in tudi tukaj beremo enega od dnevnikov, ki je najprej napisal, Loredan pritiska na Kreka, potem se je očitno ustrašil lastnih besed, pa je spremenil ta naslov v direktor NIJZ ne uživa več ministrovega zaupanja in podpore. Zdaj, če bi nekaj podobnega se dogajalo, če se preselimo v te čevlje in da bi to počela Slovenska demokratska stranka, verjetno vam ni treba podarjati, kakšni bi bili naslovi v teh medijih, katerih večina danes ni tukaj. Torej, dvojni vatli so tukaj pri poročanju, kar je zelo slabo in zelo nevarno, zaradi tega, ker ste mediji neke vrste kontrolni mehanizem poleg opozicije in eden izmed najpomembnejših kontrolnih mehanizmov, ko gre za preprečevanje avtoritarnih potez, ki smo jim v zadnjem tednu dni priča vsakodnevno na številnih področjih, ne samo na nivoju izvršilne veje oblasti, ampak tudi v tem hramu demokracije. Ne gre za neke normalne poteze in normalni mediji, odgovorni mediji bi seveda bili dolžni te poteze označiti kot take, kot so. Zdaj, gospod Golob je nedavno v parlamentu dejal, da mediji potrebujejo depolitizacijo in da jo bo izvršil državni zbor, da je naloga parlamenta, da izvrši depolitizacijo. To pravi, politično telo, poenostavljeno povedano oblast, Golobovi in ostali bodo izvršili depolitizacijo medijev. Lepo vas prosim, daleč smo prišli. Mediji očitno po vsem tem, kar sem povedal, res potrebujejo, večina njih depolitizacijo, ki pa jo lahko naredijo samo tisti, ki v medijih delate, pokončni novinarji, ki se ne uklonijo pritiskom, ne pa tisti novinarji, ki se sprehajajo med novinarstvom in poslanskimi klubmi nacionalnega in evropskega parlamenta ali pa med strokovnimi službami teh poslanskih skupin, ki so večinoma na levi strani političnega pola. Toliko uvodoma za razjasnitev tistega drugega dela, čemur je namenjen ta današnji pogovor z vami. Poleg teh kadrovskih potez, ki so v pristojnosti vlade, ki so nekatere zelo hitre, nekatere čudne, recimo tale direktor urada za preprečevanje pranja denarja je za mojo oceno zelo čudna poteza in zelo nevarna. Je pa vlada seveda na prvi seji sprejela še en sklep, ki pa je neobičajen. Tudi malo presega tisto, s čimer ne bi se vlada ukvarjala. Formalno vprašanje, če sploh so pristojnosti za sprejem take odločitve. Gre za ta sklep, ki je bil sprejet glede seznama javnih uslužbencev. Torej ne tistih javnih uslužbencev, ki so vezani na mandat ali pa ki jih je mogoče, kot veste, v letu dni po nastopu nove ekipe razrešiti, vkolikor minister ali pa predstojnik ugotovi, da strokovno ne ustrezajo pričakovanjem. Torej, ne gre za generalne direktorje direktoratov, generalne sekretarje, direktorje organov v sestavi in tako naprej, ampak gre za seznam vseh zaposlenih, se pravi vseh javnih uslužbencev,
Tega nismo še nikoli doživeli po moje, v zgodovini te države, ne. Ta sklep, ki ga bom kasneje prebral, nas, tako kot je napisan, spominja na neke druge temne čase v naši zgodovini, ko so preko seznamov ljudi, ki so jih najprej ožigosali, potem so jih začeli postopno iz dneva v dan stigmatizirati. Tudi takrat so mediji odigrali neustrezno vlogo. Če bi odigrali drugačno, se verjetno potem to ne bi zgodilo. Kasneje so jim prilepili nalepko, dobesedno, nalepko, in potem so jim rekli, tako kot psi ne smejo v posamezne lokale, tudi vi ne smete v posamezne lokale. Te primere smo mi že imeli v naši državi v preteklosti, ko se je nek župan neke občine spomnil, da je nek politik v tisti občini nezaželen. Pa je bilo vse tiho, kot da se nič ni zgodilo. Torej, če se te stvari pravi čas ne ustavijo, vodijo, vemo do česa, kaj se je potem s temi ljudmi, ki so jih najprej postavili na seznam, potem so jih negativno stigmatizirali, potem so jim prilepili nalepko in potem so jih sežgali. Tako se je končalo. Jaz sem namenoma uporabil to brutalno primerjavo, ker delovanje Golobove oblasti v tem, kar smo videli v zadnjem tednu dni na različnih nivojih, kaže stanje duha, ki je za demokracijo nevarno. In nadaljevanje tega stanja duha lahko prepreči samo odgovorna demokratična družba in tukaj velikansko odgovornost poleg opozicije nosite seveda tudi mediji. Samo na ta način je mogoče te avtoritarne popadke, ki jih videvamo tudi v parlamentu, preprečiti. Samo na ta način. Drugače se bojim, da se bo ta situacija nadaljevala in da bo v relativno kratkem času en del ljudi v tej državi negativno stigmatiziran do te mere, da v tej državi več ne bo videl svoje prihodnosti. Kar pa je za slovenski narod, ki se mu kadrovski potencial iz leta v leto zmanjšuje, iz takih in drugačnih razlogov samomorilska poteza. Jaz sem v razpravi, ko smo govorili o predsedniku vlade, o volitvah predsednika vlade, povedal, da je Slovenija država, ki bi morala izkoristiti ves kadrovski potencial, ki ga ima, tako znotraj meja, kot izven naših meja, iz vseh političnih polov. In posrkati za nadaljni razvoj, nadaljevanje te poti, ki je bila zastavljena v zadnjih letih, vse resurse, ker jih je premalo. Glavni problem, ki ga ima država trenutno, po moji pa tudi naši oceni, je nizka nataliteta, se pravi premalo otrok, premalo novih, če želite grobo, kadrovskih kapacitet v prihodnosti in to, da ne izkoriščamo vseh potencialov, ki jih imamo na voljo. No, ta sklep je bil sprejet v tem smislu. Vlada je naložila, do danes je bil rok, oziroma do včeraj, do 9. ure, poimenski seznam vseh. In potem v 3 alinejah so našteti od 1. januarja 20 do 1. 6. 22 vseh novo zaposlenih z nazivi, plačnim razredom, tipom zaposlitve. Potem 2. alineja, tisti, ki so bili premeščeni znotraj organa samega, spet plačni razred, naziv in tako dalje, in tisti, ki so bili premeščeni med posameznimi organi z vsemi temi nazivi. Dej, če zanemarim tudi, da se koalicija na nek način strelja v lastno koleno, ker se bo na tem seznamu med prvimi 80 znašli kadri, ki jih je odhajajoča Šarčeva vlada zaposlila konec februarja in v začetku marca na blic razpisih, ki so trajali od 3 do 5 dni. Kakih 80 ljudi je bilo takrat zaposlenih, verjamem, da še vedno delajo večina v državni upravi, pa se sprašujem, čemu je ta sklep oziroma ta seznam sploh namenjen? Kaj je namen tega seznama? Ker neke racionalne razlage, da bi vlada od ministrstev zahtevala sezname zaposlenih po ministrstvih, organih v sestavi vladnih službah ni. Nobene racionalne razlage tukaj ni. Ker vemo, kaj pravi zakonodaja. Organizacijo dela na ministrstvu
določi predstojnik, torej minister, v organih v sestavi predstojnik organa v sestavi v soglasju z ministrom in v službah predstojnik službe. Po zakonu je predstojnik odgovoren, da organizira delo tako, da so naloge, ki so zaupane temu ministrstvu organu v sestavi službi, organizirane na najbolj optimalen način. In temu se reče akt o sistemizaciji in te sistemizacije seveda se stalno spreminjajo, zaradi tega, ker se potrebe dela spreminjajo, ampak odgovornost je na predstojniku, na ministru. Nobene odgovornosti tukaj nima predsednik vlade, niti nima predsednik vlade ali pa vlada kot taka pravice kakorkoli posegati v ta razmerja, ker jih zakon jasno definira in so jasno in nedvoumno določena. Jasno in nedvoumno so določeni postopki glede zaposlovanja, javni natečaj, premestitve in tako naprej. Vse je jasno določeno in vkolikor prihaja do nepravilnosti, je tudi jasno določen sistem nadzora in sankcioniranja kršitev. Že v postopku izbora kandidatov imajo neizbrani kandidati pravico do pritožbe, pogleda v dokumentacijo in tako naprej. Vkolikor pride do pritožbe komisija pri vladi in tako naprej. Vkolikor še to ni dovolj, če se kjerkoli pojavi kakršnakoli nepravilnost, če je bil namen ta seznam temu, pa kot boste videli, temu očitno ni bil namenjen, imamo v zakonu o javnih uslužbencih v 180. členu inšpektorat za sistem javnih uslužbencev, kjer so jasne pristojnosti tega inšpektorata, da preverja pridobite spiske, vkolikor se kjerkoli pojavi kakršenkoli sum v nepravilnosti ali pa v nespoštovanje zakonskih oziroma podzakonskih določb. Zdaj, to je, kar se zaposlovanja tiče. Zdaj, kar se tiče upravljanja dela, tukaj, vkolikor ta sklep ne bi bil politične narave, izrazito politične, da ne rečem rasistične in fašistične narave, da ne bom uporabil Golobovega besednjaka, je namen potem sam ta, da se iz tega seznama dobi tiste, za katere sedanji oblastniki menijo, da niso njihove politične provenience. In to so v glavnem tisti, ki so del politične skupine Slovenske demokratske stranke, ali neposredno, ali kot podporniki, in da se jih skozi ta seznam občasno ozigosa, preko vas, preko medijev. In potem bodo iz tega seznama kapljali ljudje, pa bodo pisali mediji, ti, o katerih sem prej govoril, katerih večina ni tukaj, ali pa poročali, kako je nek otrok nekega vidnega politika dobil službo v tem času 2 let, ko je vlado vodil Janez Janša na ministrstvu. Ob tem, da je bil izveden javni natečaj, da so bili izpeljani vsi postopki, da so bile izbirne komisije in tako naprej. Ampak, ker je otrok nekega vidnega politika, seveda ne koalicije KUL ali pa Goloba, ampak stranke, ki njim, torej Golobovim ni všeč, se bo začela ta negativna stigmatizacija. Samo to je namen teh seznamov in nič drugega. Slabo. Zelo slabo. Zelo slaba poteza, predvsem za gospoda Goloba. Mislim, da je to ena izmed negativnih potez, ki ni dobra. In mislim, da bi bilo potrebno ta seznam, saj vkolikor bi bil jaz v čevljih gospoda Goloba, bi ga čim prej pospravil v predale in se nehal ukvarjati z njim. To je čisto dobronameren nasvet, ne opozicije, ampak nekoga, ki sem že imel opravka z ljudmi, doslej v zadnjih 12 letih na 2 različnih ministrstvih. In če lahko kaj povem kot izkušnja iz tega obdobja, lahko povem, da so v državni upravi zaposleni ljudje iz različnih političnih profilov. Ker je normalno, družba je politično različno strukturirana in normalno, da so ljudje zaposleni iz različnih političnih profilov. Res pa je seveda, da glede na strukturo oblasti in glede na to, da je Slovenska demokratska stranka v tem zadnjem 30-letnem obdobju vodila vlado vsega skupaj slabih 8 let, oziroma slabih 8 let, dobrih 7 let. Vse ostalo, vseh ostalih 23 let pa politične sile, tako imenovane leve politične provenience, je seveda večina teh zaposlenih državnih uslužbencev tudi take provenience. Ker normalno, da se struktura potem temu tudi prilagaja skozi posamezno obdobje in verjetno teh ljudi tam med 80 in 90%, vse ostalo pa ostali. Ampak
Tukaj ni pomembna političen nadzor, pa kako nekdo politično razmišlja pri uslužbencih v državni upravi. Pri uslužbencih v državnih upravi so pomembne predvsem njihove kompetence. Ali je nekdo, ki dela v državni upravi, ki je tak ali drugačen uradnik na katerem koli delovnem mestu, sposoben upravljati tisto delo in ali ga upravlja dobro ali ne. In to je bilo pri meni ključno merilo. Ali je nekdo sposoben in ali ga dobro upravlja ali ne. In v skladu s tem sem tako v mandatu 2012 kot 2013, kot zdaj v tem mandatu, ko sem vodil službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v svojem mandatu tudi upravil številne spremembe. Recimo, če povem moj primer, ko sem jaz prišel na službo marca 2020, je bilo na službi 192 zaposlenih. Ko sem prejšnji teden to službo predal nasledniku, jih je bilo 157 zaposlenih. Torej, več kot 30 manj. Ampak pazite, v tem času je bilo pa novo zaposlenih okrog 30 ljudi. Torej, jih je dvakrat več, kot jih je bilo na novo zaposlenih odšlo. In v zadnjem obdobju smo imeli glavno težavo, da nismo več uspeli dobiti kompetentnih kadrov. Na področju, ki je bilo najbolj zahtevno in kjer nas čakajo do konca letošnjega leta najbolj zahtevne naloge, se pravi na področju kohezijske politike, enostavno nismo uspeli dobiti kompetentnih in sposobnih kadrov za tako plačo, kot smo jim pač jo lahko ponudili nekomu, ki pride na novo v sistem. In glavna težava v državni upravi ni iskanje pripadnikov Slovenske demokratske stranke in stigmatizacija preko tega in politiziranje in ustvarjanje medijskih takih ali drugačnih linčov in s tem odvračanje javnosti od resničnih problemov, s katerimi se bo v kratkem soočila Golobova vlada, pač pa je glavni problem v državni upravi z spremembami, ki pa so nujne, ampak so zanje odgovorni ministri in predstojniki, zagotoviti sistem, da bodo v državni upravi svojo priložnost videli tudi kompetentni in sposobni ljudje, ker teh trenutno manjka. In to bi morala biti naloga vsake vlade, tudi vlade, ki jo trenutno vodi Robert Golob. Torej, iz tega razloga še enkrat nasvet, spravite ta seznam čim prej v predal, nehajte ljudi stigmatizirati in nehajte politizirati. Vlada, ki jo vodite, gospod Robert Golob, in začnite se ukvarjati z realnimi problemi. Kajti kljub temu, da je vlada, ki jo je v težkih razmerah dobri 2 leti vodil gospod Janez Janša, postavlja dobre podlage za naprej, kljub temu, da imamo ne samo v evropskem, ampak v svetovnem merilu v zadnjem četrtletju lanskega leta najvišjo gospodarsko rast in enako v prvem kvartalu, ko smo skoraj dosegli 10%, 9,8%. Za primerjavo, sosednja država Italija ima negativno gospodarsko rast v prvem kvartalu letošnjega leta. Kljub temu, da so to podlage, ki omogočajo normalno nadaljevanje te rasti tudi v prihodnje, seveda po nekoliko manjših procentih, tam nekje okrog 4 do 5% letno, ampak vedno je to ustrezno, so težave, ki prihajajo predvsem v dražitvi energentov in vsega ostalega, tudi v pomanjkanju posameznih energentov. Težave, ki prihajajo, so v kapacitetah v zdravstvu, ki so preskromne, da bi zagotovile zdravstveno oskrbo vsem in to v takem času, kot jo tudi potrebujejo. In težave so seveda na številnih drugih delih družbe, prej sem omenil demografijo, rodnost nam pada, brez ukrepov, ki bodo spodbudili mlade, da si bodo ustvarjali družine, je ta družba obsojena na izumiranje. Torej, to so tisti problemi, s katerimi se mora vlada ukvarjati in to so tisti problemi, ki terjajo nemuden odziv. Še posebej zaradi tega, ker podlage, ki jih je Robert Golob prevzel od vlade Janeza Janše, ne bodo trajale v nedogled. Vkolikor se bodo začeli sprejemati neprimerni ukrepi, ki bodo poslabšali to okolje, ki je bilo zdaj v zadnjih 2 letih ustvarjeno in ki je ugodno tako za ljudi kot za investitorje, potem se bodo seveda začeli slabšati tudi kazalci in ta voz bo začel drseti navzdol. Pod črto
bonitetne ocene se nam bodo poslabšale, posojila se bodo podražila, denarja v proračunu bo manj, kot ga je sedaj, ko beležimo izjemno likvidnost proračuna in tako naprej, da ne nadaljujem. Torej, potrebno je začeti delati na tistih vsebinskih postavkah, ki so pred vrati in ki nas čakajo. Tukaj je Slovenska demokratska stranka z izkušnjami in z našo strokovno ekipo pripravljena pomagati tam, kjer bo za to interes. Niso pa prave poteze, ki govorijo o tem, da se bo zganjal nek lov na čarovnice oziroma, če poenostavim, stigmatizacija nekaterih, za katere nova politična oblast meni, da politično z njo niso kompatibilni. Zato še enkrat pospravite te nesrečne sezname čim prej v predal, začnite delati na vsebini in nehajte stigmatizirati ljudi. Hvala lepa. Morda samo s temi seznami zdaj. Leta 2012, ko je vlada pod vodstvom Janeza Janše nastopila, so zahtevali podobne sezname z argumentom, da je to ustaljena praksa, zakaj je potem takrat ni bilo to sporno, zdaj pa je. Noben sklep vlade ni bil sprejet na to temo. Tako kot sem povedal, vsak predstojnik si je pa seveda pogledal, koga ima zaposlenega in kdo je najbolj kompetenten za posamezno delovno mesto. Tako da ni res, kar pravite. Nobenega sklepa v tem smislu ni bilo sprejetega, ne zdaj pred 2 leti in ne v zgodovini te države, kolikor meni spomin seže nazaj, ker je ta sklep brez enega vsebinskega razloga in ene vsebinske podlage. Glejte, prej sem naštel, kaj govori zakon in kateri so tisti primeri, ko je potrebno, če karkoli narobe, intervenirati in da imamo mehanizme, ki obstajajo za to, da se intervenira. Delati pa se z nami ljudi, ki so bili v določenem obdobju na novo zaposleni, prezaposleni, iz enega organa v drugega organa in tako naprej, je pa spisek, ki je namenjen lahko samo eni zadevi. In to je popolnoma jasno, čemu. Normalno, da svojih ne bodo streljali v kolena, da tistih 80, ki jih je Šarec zaposlil konec februarja in v začetku marca, ne bodo medijsko izpostavljali, ker je zdaj Šarec pač minister v Golobovi vladi. Pač pa tiste, ki so jim politično nekompatibilni, po nepotrebnem, ker so si ti ljudje del sistema in v skladu z zakonom del sistema. Vam povem primer, da bo zadeva še bolj absurdna in plastična. Med številnimi temi natečaji, ki smo jih imeli v zadnjih 2 letih, mislim, da smo imeli kako leto in pol nazaj natečaj in smo zaposlili enega uslužbenca, ki je že, ko ga je komisija izprašala, pokazal izjemne kvalitete. In se je tudi pol dokazal. Mislim, da smo imeli tisto poskusno delo 3 mesece, ker ga ni bilo treba, je bil skrajšano in je bil izjemen kader. Ni minilo 3 mesece, se prijavil na en razpis Evropske komisije in bil sprejet. Ali ste namesto, da bi se ukvarjali s tem, no in zdaj bo ta na tem spisku. Čemu? In tak primerov je kolikor hočete. Smo imeli, sodelavca, ki je prišel k nam in je videl boljši interes na nekem drugem ministrstvu. In smo ga seveda pač prezaposlili. Smo imeli sodelavca, ki je bil izjemen strokovnjak na področju kohezijske politike, pa dela zdaj na Ministrstvu za finance. Tako da to je pač proces, ki poteka in je proces, ki ga morajo delati predstojniki in to na tak način, da pač te službe čim bolj optimalno funkcionirajo. In še enkrat, glavni problem, s katerim bi se morala po moji oceni ukvarjati vlada, ni ta seznam, pač pa sprememba zakonodajne regulative na ta način, da bodo v državni upravi lahko dobili priložnost tudi mladi, ker zdaj je sistem tak, da tistih, ki niso v državni upravi, ki niso v sistemu, je skoraj nemogoče primerno plačati, da bi bila ta služba za njih zanimiva. Predvsem za mlade, visoko izobražene kadre. In tukaj je glavni problem, ki bi ga morala vlada nasloviti. In verjamem, da bi ga tudi naša vlada, če bi dobili priložnost in vladali vsaj 4 leta, ker gre tu za proces, ki ga je treba pa sindikati uskladiti in tako naprej. No, še nekaj moram povedati, da me je pri tej zadevi zelo zbodlo, presenetilo, šokiralo. Ko je bil ta sklep sprejet, smo v Slovenski demokratski stranki čakali, da se bo katera od teh inštitucij, ki so jih polna usta varovanja človekovih pravic, oglasila. Imamo en kup enih varuha človekovih pravic, nediskriminatornosti, diskriminatornosti, enakih moških, ženske, ne vem kaj vse živo. Ampak gledajte, razen nekega medlega odziva varuha,
ki ali bi bil ali pa ne bil, ne, če se bo karkoli zgodilo tem ljudem in bodo dali prijavo, bomo pač prijavo vzeli v obravnavo in bomo v skladu z zakonskimi pravili odreagirali. Jaz kaj drugega nisem slišal. Tisto, kar me še bolj šokiralo, nisem slišal nobene besede od sindikata javnih in državnih uslužbencev. Glavna naloga sindikata, da pač zagotavlja, da se ne dogaja mobbing na ta način nad zaposlenimi, ker to je posledično lahko neke vrste mobbing. Tako da jaz mislim, da je škoda energije in časa, da se neka vlada ukvarja s temi spiski. Kaže pa tu, kot sem povedal uvodoma, neko mentaliteto, neko avtoritarno držo, ki se želi skriti za fasado neke svobode in demokratičnosti, ampak iz dneva v dan bolj se kaže na površju, kaj v ozadju dejansko je. In to pa je nevarno. Za demokracijo zelo nevarno in če je nevarno za demokracijo, veste, da je nevarno za vse. Lahko še samo eno drugo temo, ali drži informacija, da boste zdaj v poslanski skupini SDS predlagali člane na predsedniška mesta v delovnih odborih državnega zbora? To je druga tema, tako da vam bodo posredovali odgovor. Hvala lepa.